Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. In že spet rekel s čisto preveč entuziazmom, ampak tako je življenje. Danes je ena tema in pa potem dva odziva, pošiljnica vprašanji, ki sem jih dobil kje? V obrazcu vprašaj Anžeta, kje v zapiskih. Vprašajte, s klicajem ali pa brez, lahko samo vprašajte. Čeprav vprašajte s klicajem je kar čuden slogan, ne? Ker načeloma mogo biti vprašaj, ampak načeloma ljudje živejo, kaj to pomeni. Zdaj pa kar na temo, ker se ene reči dogajajo že spet na internetih, ki so zdaj za moje pojme dokaj bizarne, ampak kar logični zaključki glede na ta obdobje, v katerem se nahajamo. V preteklosti sem že govoril o tem, ne, da vsa ta podjetja, ki se ukvarjajo z, dajmo ji reči, umetna inteligenca, z umetno inteligenco, ki pač zahteva, da se te modele, ki potem nam odgovarjajo, rišejo in vse ostalo počnejo, ne, se morajo te modeli na nečem učiti. In neka logika vseh teh podjetij do zdaj je bila, vse, kar je na internetu, iz tega se bomo učili, oziroma se bojo naši modeli učili in potem to uporabljali naprej. Zdaj, v preteklosti sem že govoril v tem podcastu, kako recimo, ne vem, New York Times toži OpenAI, da je Reddit recimo podpisal pogodbo z Googlom oziroma še s kakšnim podjetjem, ki potem lahko uporablja njihovo spletno stran za učenje teh modelov in vse te ostale reči. No, ta teden je pa prišlo do enega tajega preobrata, ki mogoče ni preobrat, ampak je nekaj res še enkrat, vsaj bizarnega, meni že kar malo groznega. To je pa to, da je Reddit nekako dosegel, da je z Googlom podpisal pač ekskluzivno pogodbo, da lahko Googlov iskalnik edini kaže rezultate iz Googla, nove rezultate iz Googla. Kar sem prvo rekel, je to res, in sem še potem pogledal. Zdaj v zapiskih sta dve povezavi, eden je na 404media.co, to je en super spletna stran, ki se nekako pokriva tehnologija in vse, kar gre lahko narobe s tehnologijo večino časa. In pa potem sem dal povezavo tudi na, neposredno povezavo, na iskanje samo, mislim, da kaj sem pa napisal, Reddit, mislim, da sem napisal v DuckDuckGo. Sprav, DuckDuckGo ima načeloma od Binga indeks spletnih strani celega spleta, ne? Nima Googlovega in je tam zdaj tako, da če napišeš Reddit v DuckDuckGo, najde sicer Reddit prvo stran, a potem še kakšen starejši link oziroma povezavo, potem pa če dovolj dolgo dol poskrolaš, pa so pa povezave, kjer je potem en tako opozorilo, take res bore povezave delujejo, ne, kjer piše "We would like to show you a description here, but the site won't allow us." Se pravi, radi bi vam tukaj pokazali opis, vendar nam spletna stran tega ne dovoli. Zdaj, zakaj je to dokaj bizarno oziroma kar grozno, je to, da do zdaj, nekako v zgodovini interneta, predvsem pa teh iskalnikov, je bila nekako taka pogodba, napisana med iskalniki in pa spletnimi stvarmi naslednja. Zdaj, iskalniki imajo te svoje robote, ki hodijo po internetu in gledajo po spletnih straneh, jih indeksirajo, jih dajo v ta indeks in potem, ko mi iščemo v iskalnikih, najdemo te reči, ki so jih te roboti najdli na spletu. Zdaj, pogodba, ki je včasih obstajala, bila ta, da iskalnik bo sicer mojo spletno stran, gremo vzeti spletno stran, ne vem, Vala 202. Zdaj, Val 202 seveda pusti Google, da indeksira spletno stran Val 202. Zakaj? Zato, ker ima potencialno Val nekaj od tega, ker ko bojo ljudje v Google iskali neke vsebine, bodo tam našli tudi spletno stran Vala 202. Tako da je šlo za nek tak simbiotičen odnos, kjer je in spletna stran nekaj imela tega in seveda iskalniki nekaj imajo tega. Zdaj, seveda Google je to, nam rekel, vojno bitko, iskalnikov seveda zmagal, ker je daleč najbolj uporabljen iskalnik, daleč najbolj uporabljen iskalnik, vsi ostali se res za drobtinice praktično borijo, ampak do zdaj je ta pogodba kar nekako veljala. Zdaj, s prihodom teh podjetij zdaj bom pa rekel, v narekovajih umetno inteligenco, ki so pa zelo lačna teh vseh podatkov, ki bi jih te modeli nekako absorbirali za svoje delovanje, so se pa začele dogajati prvo tožbe, potem te pogodbe, zdaj pa ta res ekskluzivna pogodba, ki dejansko samo Google omogoča, da bo prikazal novejše rezultate z Reddita. To se pa do zdaj pač, ne vem, saj jaz nisem ničesar najdel, nikoli ni zgodilo in je res kar en tak, bom rekel, žalosten premik stran od tistega, kar je saj odprti internet vedno želel biti in do ene mere celo bil,
Del te zgodbe je seveda tudi novica, da je OpenAI predstavil Search GPT, ne samo Chat GPT, ampak Search GPT. Demo, ki je na spletni strani, seveda sem dal povezavo tudi v zapiske, zgleda pač kar ok, nekako gre za iskalnik, ki ga vprašaš nekaj in ti potem sicer da tudi povezave, tako kot recimo Google, ampak načeloma skuša ta LLM, ta model odgovoriti na reči. Mislim, da primerke, ki so ga tam dali na spletno stran, najdi mi glasbene festivale v nekem mestu v Severni Karolini, se mi zdi, da je. In potem ti ta Search GPT reče, tole so pa vsi festivali. Ne? Zdaj to, če bi človek tukaj googlal podobno reč, bi moral najti neko spletno stran, ki je mogoče naredila nek pregled teh festivalov, ker bi bilo veliko enih drugih povezav. No, sej večina vas ve, ali pa vsi veste, kako točno Google deluje, ali pa ne deluje, odvisno, kdaj ga vprašaš. Ampak gre za nek tak nov prijem in pa seveda, ker potem OpenAI more prikazovati tam neke rezultate, imajo seveda svoje robote, ki tudi indeksirajo cel splet, ampak ne pa več Reddita. Razen če velja kakšna pogodba z Redditom odprej in bodo imeli dostop ali pa ne. Ampak tisto, kar je tukaj zelo pomembno, je to, da se počasi poslavljamo od tega, da nekako ti daš reči na internet, iskalniki te stvari poindeksirajo in potem tvoje reči tudi kažejo v svojih rezultatih. Zdaj pa za te večje strani obstaja pač pot do denarja, da svojo vsebino iskalnikom dejansko zaračunajo. Kar po pravici povedano, iz enega zornega kota, že spet tukaj bom ta človek, ki dela v medijih, ki jih internet na vse možne načine tudi tepe, ne samo prinaša dobrobiti, predvsem pa te tehnološki velikani. Mogoče ne gre za najslabši impuls, kjer dejansko mogoče mediji, tukaj je tudi The Atlantic, ki zaračunava za svoje vsebine, sej niso edini, zdaj teh podjetij že kar nekaj in nekako vsi čakajo, kako se bo ta trg vzpostavil, kakšne bodo cene in vse ostalo. Ampak ne vem, kaj točno to pomeni mogoče za manjše medije, zdaj v ZDA, pa potem, če pogledamo Evropo, pa kaj na koncu to pomeni recimo za RTV Slovenija. Ali bo RTV Slovenija na eni točki lahko svoje vsebine, zato da se bojo indeksirale na Googlu, pač nekako prodal. Mislim, prodal vsebin, prodal dostop do vsebin, pa dovoljenje za indeksiranje. Tako da res eni taki čudni časi, ki so nažalost kar neizogibni glede na vse, kar se zadnje čase dogaja. Vseeno pa mislim, da se splača nekako omeniti vsaj to, da ta neka prihodnost, ki jo vsaj ta hype okoli v narekovajih umetne inteligence obljublja, ni zagotovljena. V zapiske sem dal tudi povezavo od podcasta, od tega spletnega medija The Verge, ki je res super, ima 10-minutno debato prav o tej temi. In mi je všeč, da pač obstajajo pač tudi publikacije oziroma pač novinarski kolektivi, ki nekako delijo to mojo skepso do te neke svetleče prihodnosti in kako smo, da se ne bom že spet zmotil, generalne umetne inteligence, ki bo sama razmišljala, da najbrž pot do tega res niso te LLM-ji, te modeli. Tako da bomo videli, kako se bo vse skupaj nekako razpletlo, ampak dejansko Google se je odzval na vse te umetno inteligenčne konkurente, ki zdaj obstajajo. Zdaj, način, na katerega so se odzvali, je včasih kar čuden, ker so res prehitro tiste svoje modele dali v rezultate v svojem iskalniku. Predvsem pa očitno tudi ta večja podjetja, sploh večji založniki, so pa prepoznali vsaj neko priložnost, da od iskalnikov dobijo nek denar, če jim pustijo indeksirati njihove vsebine. In smo res prišli v eno tako novo obdobje interneta, ki moram reči, da meni dejansko ni všeč. Se mi zdi, da neka premisa odprtega interneta je le bila, da dokler si na internetu, se te lahko najde in iskalniki do zdaj so, ne glede na to, da je Google res zmagal in da ima praktično monopol in potem na podlagi tega služi na vsaj 3 sporne načine, s temi oglasi, je vseeno šlo za neko to, ta beseda bo močna, ampak neko to spoštovanje tega, da mi vas bomo poindeksirali, potem bomo pa ljudi poslali na vašo spletno stran. Zdaj s temi LLM-ji in umetno inteligenco gre pa že za to, da te že Google ne pošilja več na spletne strani, ampak ker sam odgovarja na vprašanja. Že tega je veliko več. Tako da mogoče ni nepresenetljivo, da potem založniki rečejo, če hočete vaše modele trenirati na naših podatkih, dajte nam denar, ker je na eni točki dovolj. Se sem par epizod nazaj govoril o tistem
stavko od Nilaja Patela, ki je tudi odgovorni urednik The Verge, tisti Google Zero, no, ko prihaja čas, ko Google sploh ne bo več pošiljal ljudi na spletne strani, ne, ampak bo vse pri sebi počel. Ne. Tako da mogoče ni najslabše, da te spletne strani skušajo zaslužiti, no, se to sem že rekel, ampak vseeno pa kar mal. Kakšna solzica, no, za odprti internet, ki res na 16 različnih načinov izgublja to bitko, biti tisto, kar je bil na začetku. No. Tako da ja. Mogoče ne najbolj optimistična tema. Še enkrat v zapiske sem res dal, sploh pogledajte si mogoče te prve dve povezavi. No. Kliknite na tisto DuckDuckGo, da boste videli, kako izgledajo. Sicer je treba malo dol poskrolati, no. Kako izgledajo ti res prazni, žalostni linki oziroma povezave, ker pač ne smejo več indeksirati Reddita. Tako da ja, zdaj pa. 2 vprašanji, oziroma 2 odziva, in edino prav, všeč mi je bilo predvsem zato, ker sta jih, ime je Bojan in pa Davor, sta jih poslala praktično 3 minute narazen, ko je prišla ven zadnja epizoda, se mi zdi, da je bil datum, no, ampak ja, ure sem videl, sta res istočasno pisala. Bom oba, ne mi zameriti, Bojan in Davor, oba sta začela s klicajem, tom najprej pohvalil, bom pa malo parafraziral, ker bom združil vajne odziva, ne. Če zelo distiliram oba odziva in vprašanje, ki ste jih tega človeka postavila, je, Anže, zakaj ne maraš Viberja? To je zelo, zelo poenostavljeno. Oba sta to dosti lepše napisala, ne? In oba sta dala par teh argumentov, ki absolutno stojijo. Zdaj, jaz bom najprej povedal, zakaj jaz nisem tak fan Vibera. Razlogov za moj res... sem hotel reči prezir, to modrost, ampak res ni prezir, res ne varam te aplikacije, je to, ker je relativno, saj privzeto, zelo nadrežna z opozorili, ne? Ker mene ne zanima neke rojstni dnevi in potem, da kupujem tiste nalepkice in vse ostalo, pač mene to ne zanima. Jaz si upam reči, da večina ljudi take reči res ne zanimajo in ne vem, zakaj se s tem trudijo, ne? Ampak to je ta prva stvar, ki je zelo tako nadležna. Potem druga, ki je zelo, zelo, zelo subjektivna, je to, da mi je pač enostavno app res ni lepno. Tudi vmesnik se mi zdi res relativno aboten, no. To zdaj je bilo daljša debata, ampak to se pravi, to je zelo, zelo subjektivno. Potem, ko prijemo pa čisto do objektivnih reči, zakaj mi gre Viber na živce, moram priznati, da so te stvari dejansko dosti popravili, ampak oni so imeli zelo, zelo slabe nastavitve, sploh kar se tiče skupin in potem, kam so šle naprej telefonske številke, se pravi ljudi, ne. Ker jaz recimo, moja izkušnja je bila taka, da od nobenega, ampak res čisto od nobenega, z izjemo mogoče WhatsAppa, parkrat nisem dobil nekih res čudaških klicov iz čudnih števil, ki so bili absolutno spaming. Seveda nisem dvignil, ne, in je bilo treba blokirati številke, na Viberu se je pa to kar dogajalo. Ne. In zdaj eno razlago, ki sem jaz slišal od nekoga, ki se ukvarja z varnostjo na internetu, bom tako rekel, je bila to, da so imeli res slabo nastavljene te nastavitve zasebnosti v skupinah, v grupah na Viberu, in čim si bil dodan v kakšno večjo grupo, je potem lahko tvoja številka nekako šla naprej, prišla do spamerja, to zelo posplošujem, no, in so potem se dogajali ti klici, ne. Zdaj pa tako, kot je recimo, ne, zdaj Bojan napisal, ravno dobro smo se poenotili s frendi Žlahto in otroki, ne, ker eni so na Androidu, eni so na iOS-u, potem tretji je paranoik, to je zelo dobro napisal, ne. Četrti bi najraje preko pisem in dopisnic, ne. Tako da so zdaj vsi na Viberju in ja, seveda, Bojan, pač uporabljaj Viber. Še naprej, tudi Davor je napisal, preden začnem težiti kolegom, da skupino presedlamo drugam, naprimer na WhatsApp, ne, da bi zadevo argumentiral, ja, dejansko so dokaj slabi, oziroma šibki te moje argumenti. Izjemo tistega, da so številke včasih res uhajale iz Vibera, kakor jaz razumem, to se zdaj res ne dogaja več, jaz ga še vedno imam, ker imam jaz tudi ljudi, ki samo Viber uporabljajo, ampak moram reči, da meni še vedno, tudi zaradi umestnika in izgleda in predvsem pa zaradi tistih opozoril za nalepke in ne vem zakaj vse ena bolj nadležnih teh aplikacij za sporočanje, ampak ja, tako da dejte to vseeno z rezervo, mi je v bistvu všeč, da dobim ta odziv, ki se mi zdi, da jaz pa potem rečem, iz te Viber je pa za nič, zmerno tako nekako zašepetam, ne. Ja, v bistvu nekih resnih argumentov ni, ker gre za šifrirano aplikacijo, ki šifrira ena na ena pogovore, šifrira skupine, mislim, da šifrirane niso samo te neke skupnosti, ki jih lahko delaš, ker pač je zelo razumljivo, no, ker tam se nekako jemlje, da če to skupnost vzpostaviš, da če ko nov človek not prije, lahko vse za nazaj prebere, da se pa to zgodi, pa zadeva pač ne more biti šifrirana. To je zelo
zelo posplošujem, ampak nekako tako deluje. No. Tako da, ja, lejte, če ste na Viberju, če imate celo družino na Viberju, seveda ostanite na Viberju. Ampak, če pa že moram, tako kot vedno, priporočati edini pravi app za sporočanje po spletu, je pa to Signal. Zakaj? Ker ni v lasti benga od teh ogromnih konglomeratov oziroma tehnoloških velikanov. Ampak so dejansko neprofitna organizacija in tisti, ki uporabljate Signal, dajte jim kdaj donirati denar. Evo. To je to. Hvala Bojan, hvala Davor. Upam, da nista kolega, pa sta mi za nalaž poslala 2 odziva tako skupaj, res v parih minutah, ampak vseeno. Pa potem še čisto za na koncu, ker mi je par ljudi reklo, da to je tudi Bojan omenil, pa vem, da mi je Urška, ki bo knjiga v Discordu povedala, by the way, pridite v Discord, je tudi povezava v zapiskih, da Shredder, se pravi ta naprava je za rezalnik papirja oziroma dokumentov, je uradno, da to, kar sem pa jaz rekel, ta uničevalec papirja oziroma dokumentov je pa tudi čisto legitimen izraz. Tako da ja, Shredder s tem strokovnim slovenskim izrazom zaključujem tokratno epizodo. Najlepša hvala, ker ste poslušali. Zdaj bo pa dejansko pauza, par tednov, 2 tedna, če sem točen, ker me ne bo. Potem bo pa spet nazaj, tehnična podpora. Zato na tem mestu res hvala, ker poslušate, ker to je nekako ta neka prva sezona, ki se je zgodila. Res ful hvala, ker poslušate. Dajte jo še komu priporočiti, pa kakšno oceno v Apple Podcast, pa Spotify, kakšno oceno, ker te reči res pomagajo. Res pa daleč največ pomaga, če še komu priporočite. Da, tam že počasih kaj pametnega reče. Tako da to bom pa najbolj hvaležen. Tako da res ful hvala, zelo cenim, da poslušate. In to je to. Zdaj pa grem. Za 2 tedna pa smo nazaj, tako ni panike. Čau.